V projektu Niti ena več ustvarjamo izobraževalna orodja o reproduktivnih pravicah v Sloveniji in širše. Moči združujemo Kulturno-umetniško društvo Transformator, Radio Študent in Amnesty International Slovenija. Projekt sofinancira Transatlantska fundacija. Živjo! V seriji podcastov Nisi sama, ne rabiš biti mama. Tokrat so z vami Tjaša iz Magdalen Krivopetku Transformatorja in Nina iz sektorja Ž. In snemanje tega tretjega podcasta z naslovom Moje telo ni Airbnb so prestavile kar dvakrat, ne? Delno so bili krivi bacili, mogoče boste kakšnega zaslišali še v mojem nosu, deloma pa tudi zato, ker imava veliko odgovornost. Tokrat se bomo namreč poglobili v to, zakaj bi država ali cerkev sploh želela posegati v to, koliko, če, kdaj ženske rojevamo. Zgodovinsko namreč v naša telesa posegata ti dve sili nadzora. Pogledali bomo onkraj in širše nekih osnovnih reproduktivnih pravic, dostopa do najboljše kontracepcije in pa varnega splava z vso zdravstveno oskrbo, ki sta nujna temelja, vendar pa reproduktivna avtonomija zajema tudi recimo socialno varstvo, socialno državo, o čemer podrobneje spregovorimo tudi nekoliko kasneje v samem podcastu. Ta podcast temelji na znanstveni monografiji Lilijane Burcar. Avtorica je idejo in teze za to študijo dobila v pisanju spremne besede znanstvene monografije Kaliban in čarovnica Silvije Federici. Ta knjiga je bila, tako čisto mimogrede, tudi tema prvega podcasta Magdalen Krivopet prejšnjo sezono in mu lahko prisluhnete na spletni strani KUD Transformatorja ali njegovega YouTube kanala. O tem sta Tjaša pa Metka govorili s prevajalko monografije, Tejo, hvala. Sledi pa zdaj tudi kratek povzetek zgodovine reproduktivne avtonomije po predgovoru Burcar, ker brez tega sploh ne moramo razumeti, zakaj se reproduktivno avtonomijo omejuje. Srednji vek, tlačani, kmetje, hlapci in dekle, večinsko prebivalstvo na piramidnem dnu, vsak svojemu kralju nudijo tlako, mu pridelujejo hrano, nudijo vojaško zaščito in druge storitve ter plačujejo dajatve iz lastnih pridelkov, pridelanih na najslabše obdelovani in pašni zemlji, ki jim jo oddaja kralj v vračilo. Nuklearna oblika družine, mama, oče in otroci ne obstaja. Obstaja razširjena družina in skupnost, v njej pa tako imenovane modre ženske. Danes jih imenujemo zdravnice, ginekologinje, babice, porodničarke. Takrat pa zdravilke z znanjem o zdravljenju zelišči, o rojstvu ter preprečevanju zanositve ali rojstva. In to je čas, ko imamo ženske nesporen nadzor nad procesom zanositve in rojevanja. In med tlačani velja etika kmečke pameti. Najprej štalca, pol pa kravca, to vsi poznamo. In če štalca ni, pol tudi kravca ni. Tlačanom, nesvobodnim kmetom, postane dovolj tega brutalnega sistemskega izžemanja in kraljevin in se začnejo množično upirati. Kraljevo in cerkveno plemstvo na to odreagira tako, da jim ponudi nov družbeno-ekonomski sistem. Privatizira obdelovalna in pašna zemljišča, ki so prej pripadala tlačanom, ti pa zdaj svojo delovno silo dajejo v najem. Ženske izloči iz na novo ustvarjenega trga dela in jih sprejme le kot dopolnilne delavke, zaradi česar postanemo plačane manj kot moški. Vzpostavi se nuklearna družina in nekdo mora za otroke, bodoče delavce in tiste odslužene poskrbeti. Ženske ostanemo doma, ločene od javnega prostora in zaklenjene v zasebnost svojih domov, kar nas osami od drugih žensk in družbe. Za vzpon novega družbeno-ekonomskega reda in nadaljevanje sponzoriranja višjih razredov ter kopičenje kapitala peščice je potrebno organizirati na nove načine. Umre feudalizem in se rodi kapitalizem. Vzpon kapitalizma zahteva genocid na ženske.
Na koncu srednjega veka dobi obliko množičnega lova na čarovnice, ki naslednji dobri 2 stoletji obvladuje celotno evropsko in severnoameriško celino. Glavna tarča, poleg revnih in samskih žensk, so babice in tiste ženske, ki razpolagajo z kontracepcijskim in drugim znanjem, potrebnim za preprečevanje nezaželene nosečnosti in pa uravnavanje rojstev. V dobrih 200 letih sistematično požgejo vse ženske, ki so imele znanje o metodah uravnavanja rodnosti in avtonomnega odločanja žensk v prid prihodnosti otrok. Prvi val pregona čarovnic sega med leta 1360 in 1480. Ideološko jo vodi in sankcionira Rimsko-katoliška cerkev, največja veleposestnica in ekonomska sila Evrope do danes, pri čemer enako odločno sodelujeta tudi protestantska in anglikanska cerkev. Na stran pregona čarovnice recimo postavi še danes visokočisleni Martin Luther. Nastanejo prvi uradni dokumenti za preganjanje čarovnic. Temeljni med njimi na evropski in severnoameriški celini je izdan leta 1487 v Nemškem cesarstvu, in sicer na pobudo papeža, imenovan Čarovniško kladivo, kjer zdravilstvo in porodničarstvo, s tem pa tudi znanje o rastlinah, kontracepcijskih ter abortivnih napitkih in metodah postane hunodelstvo. Zdravilke, babice in porodničarke pa čarovnice, spečane s hudičem, ki žrtvujejo novorojence demonom. Nihče ne škoduje katoliški veri bolj kot babice. Zabija to kladivo, ki podaja tudi navodila za proces, kako je to čarovništvo mogoče dokazati. V njih se tudi prvič pojavi promocijska skovanka o svetosti življenja. Posvetna oblast od duhovščine prevzame in v svoje zakone vgradi pregon sedmere čarovnije. Zlasti delavskim ženskam, pretlačankam, zagrozi smrtno obsodbo in jim prepreči širjenje osnovnega znanja o hitri, lahki in učinkoviti zaščiti s kontracepcijskimi ter abortivnimi sredstvi, s tem pa do svobodnega odločanja o rojstvu otrok in lastnem telesu. Zakaj? Da bi kljub obupnim življenjskim razmeram in sistemskemu izkoriščanju rojevale nove delavce, vojake in gospodinje, ki so neplačani ali podplačani stroji za fizično delo, bojevanje, rojevanje, hranjenje in nego. Po uničenju tega znanja in sežigu na 100.000 žensk, nato v drugi polovici 19. stoletja sledi nova zakonska regulativa, ki kriminalizira te ženske, ki želijo same brez pomoči druge osebe uravnavati in nadzorovati rojstvo otrok, ter popolnoma kriminalizira kontracepcijska sredstva in abortus. Vse to poteka vzporedno z vzponom industrializma, nacionalnih držav in pa kolonializma v času razsvetljenstva. Tako smo ženske izgubile reproduktivno avtonomijo. Kako pa je danes? Tudi v nadaljevanju slediva monografiji Burcar, ki na primeru reproduktivne avtonomije dokaže, da tako imenovane demokratične meke ZDA in Zahodna Evropa, da tudi Skandinavija, pravzaprav vso nadaljnjo zgodovino do danes omejujejo reproduktivne pravice najrevnejšim ženskam, ki predstavljajo večino prebivalk. Kako? Prvič, tudi tiste zvezne države ali članice, ki ne kriminalizirajo abortusa in uradno zastopajo, da je to ženska in človekova pravica, so poskrbele, da sta kontracepcija in abortus doplačljiva ali pa popolnoma plačljiva, medtem ko ustvarjajo neko sistemsko revščino in si v bistvu mnoge osebe kontracepcije ne morejo sploh privoščiti, še menstrualne pripomočke si težko. In drugič, to počneta tako Evropska unija kot ZDA, posameznim članicam in zveznim državam namreč dovoljujeta v bistvu proste roke pri upravljanju z reproduktivnimi pravicami. Gre za v bistvu kar zapletene sisteme, ampak se nam ženskam in ostalim spolom to res splača razumeti. Zato v bistvu lahko kar začnemo. Najprej gremo v Združene države Amerike, kjer so ženske lahko svoj bančni račun odprle šele leta 1974.
ZDA so uporabo kontracepcijskih sredstev dekriminalizirale za poročene ženske leta 1965 in neporočene leta 1972. Leto zatem na to vrhovno sodišče v primeru Roe vs. Wade legalizira še abortus na zvezni ravni. Pri tem pravice o svobodnem odločanju o rojstvu otrok ni nikoli vpisalo v ustavo, legalizacija abortusa pa ni temeljila na človekovih pravicah, pač pa na pravici do zasebnosti. In tako sta vse od legalizacije, kontracepcija in abortus dostopna le najpremožnejšim ženskam. Zakaj? Razloži Tarah Demand, nacionalna direktorica programov na Amnesty International USA. As your listeners may know, in the United States, we don't have subsidized healthcare for everyone. We don't have socialized healthcare. You have to pay for your healthcare, and it's usually attached, almost always attached to your job, your employment. And so what this means is that poorer people don't have good healthcare, right? We do have a bottom line safety net people might have heard called Obamacare. It's called the American Healthcare Act. But this is like the really bottomest line of care, and everything is expensive. Going to the dentist is expensive. And an abortion can be anywhere from $500 to $2,000 in the United States. And people just don't have that money. Burcar navede podatke Booking Institutiona, ki kažejo, da je v ZDA revnih zaposlenih nekih 44% vse delovne sile, od tega je več kot polovica žensk. Sredi 60-ih let so ZDA sicer uvedle 2 subvencionirana zdravstvena programa za najrevnejše med najrevnejšimi, Medicaid za splošno zdravstveno oskrbo in pa Title X za reproduktivno zdravje žensk. A so takoj po legalizaciji Vrhovnega sodišča v 70-ih iz programa izvzele pravico do subvencioniranih kontracepcijskih sredstev in pa do brezplačnega abortusa na zahtevo. Title X je vzpostavila Nixonova vlada in ni obvezen, je pa še do danes edini državno podprt program v ZDA za načrtovanje družine, iz katerega po lastni presoji črpajo sredstva tiste ustanove, ki izvajajo tudi svetovanje in distribucijo kontracepcije, večinoma za ženske z nizkimi dohodki in tiste brez zdravstvenega zavarovanja. V 80-ih letih je Reaganova vlada nadalje in večkrat posegala v Title X. Od takrat ustanove recimo ne smejo več svetovati o kontracepciji in načrtovanju družine ter hkrati izvajati abortusa ali napotovati k drugim izvajalcem, sicer izgubijo vsa sredstva iz Title X. V to sta v bistvu zgolj kozmetično posegali Clintonova in pa Obamova vlada, ki sta ohranili plačljivost tudi za najrevnejše, dokler leta 2019 ni nastopila Trumpova vlada, ki je ponovno aktivirala prvotne omejitve Reaganove, ki ustanove in klinike po posredovanju v zvezi s prekinitvijo nosečnosti kazensko preganja in tako je ustvarila v bistvu neke popolne okoliščine, da je splav leta 2022 v ZDA na zvezni ravni v bistvu spet ponovno kriminaliziran, kar v bistvu povzroča množične posledice za večino žensk v Severni Ameriki. There's 12 total abortion bans across the United States, which means it's just banned and criminalized in all cases. There's 4 that are 6-week bans, which is a total abortion ban. There's 2 that are 12-week bans. There's more that are 6-week. So part of what you're hearing already is that there's really legal chaos in the United States, state to state. And one thing I think is really important for your listeners is to understand just how big some of these states are. They are the size of European countries. So if abortion is inaccessible in your state, you have to fly thousands of miles if you can afford it to get abortion care. So since the fall of Roe with the Dobbs decision in 2022, we've seen this patchwork of laws across individual states. They're meant to be restrictive. So even when you see these laws that are supposed to have quote unquote so-called exceptions, so you can't have an abortion except if the life or the health of the pregnant person is at risk, they don't work, those exceptions, and they're not meant to work. They're meant to be total abortion bans. Amnesty International did research over the last 2 years about the impact. And what we found were things that you would anticipate, that these abortion bans and restrictions and this criminalization is confusing. It's created a chill effect. Doctors are scared to just do gynecological services.
So there are hospitals that have closed down their delivery wards. This is where a person can go give birth because you can't give birthing care without the option of abortion because that might be needed in that moment, right? So we've seen the shutdown of hospitals, which have created, or of those wings in hospitals, which have created what we call care deserts. Samo leta 2019 je zaradi restrikcij Trumpove vlade izvajanje programa Title X opustilo kar 981 klinik v 33 različnih zveznih državah ZDA, skupaj četrtino zdravstvenih ustanov v ZDA v letu 2020 pa že 46% teh ustanov pač se je zaprlo. So it's impacted people, it's impacted communities, the families and people who love people who need abortion care. And it's certainly impacted the people who work for abortion care. So in a state like Texas, which I think, unfortunately, most people are aware of because of its very bad laws, Texas is a huge state and it has the fourth highest population, in the United States of any state. And now you have something that's, thousands of miles of Texas where there's no abortion care. And more than that, there's a law in the state of Texas, because remember, every state makes its own law now. There's a law in the state of Texas which would criminalize even helping someone get abortion. So this could be if you drove your sister or your cousin to a different state, you could be criminalized. You could go to jail. In some states, they're pushing for the death penalty for abortion. I mean, it has just created a sea of fear and destruction. Nekatere zvezne države, naprimer Alabama in Georgia, gredo v svojih zakonih celo tako daleč, da fetusu, zarodku, embriju dodelujejo enako definicijo osebe kot ženski, ki ga nosi. Kar na koncu lahko kriminalizira celo ženske, ki recimo splavijo spontano in po spletu nekih nesrečnih okoliščin, ker so, po nesreči padle. Primerov takšnega kazenskega pregona žensk je na tej točki v bistvu že več kot 100. We've seen women who don't want to go to the doctor at all for fear that they'll be documented as being pregnant. And ultimately, we've seen people being forced to give birth, that they have been forced by the state to remain pregnant and give birth. So it's an incredibly destructive landscape, and it's created, a country of fear for people who can get pregnant. V prisilno materinstvo zvezne države, ki popolnoma prepovedujejo splav, potiskajo tudi tiste, ki jim nosečnost ogroža življenje, ali tudi 10- in 13-letnice, ki so bile posiljene, kot se je zgodilo recimo v Ohaju, Mississippiju in še kje. We talked with people who were afraid to go on the internet, to Google, how long after my missed period should I test to see if I'm pregnant, or what does it mean to be pregnant? The other thing to understand about the United States is we have terrible sexual and reproductive sex ed, so sexual education. People don't know how you get pregnant. Not everybody does. And of course, rich people do know, right? Because they have access to information, because they have access to better education, because they have access to the tools to find out. And poor people are much less likely to know because they're in schools that are increasingly failing them, that don't have education. They can't access information. There might not be doctors in any part of a county if you're rural, so we're seeing this massive destruction across the country. Državne prepovedi in omejitve splava v skoraj polovici Združenih držav so razporejene v zapletene mreže neenakosti in pa diskriminacije, recimo v zdravstvu, izobraževanju, stanovanjih in dohodkih. Sistemski in strukturni rasizem mnogim že ves čas onemogoča ta enak dostop do recimo zdravstvenega zavarovanja. Večina ameriških zveznih držav s prepovedjo splava pa je na jugu, kjer živi več kot 50% temnopoltega prebivalstva in pa tretjina ameriških staroselcev. Gre namreč za tiste zvezne države, ki imajo tudi najvišje število smrti mater ob rojstvu in visoko število posilstev, Teksas celo najvišje. Dodatne družbeno-ekonomske ovire obstajajo tudi za številne druge skupnosti v ZDA, vključno z recimo nedokumentiranimi priseljenci, transspolnimi osebami, posamezniki, ki živijo na podeželju, ali tistimi, ki živijo v revščini.
is this is an attack on poor people. It is an attack on marginalized communities who, by the way, are also ethnically marginalized communities in the United States. You are much more likely to be poor in the United States if you're Black. You are much, much more likely to be poor in the United States if you are Indigenous. And that's because a series of laws, including this abortion law, disproportionately or sometimes intentionally target minoritized communities, and particularly ethnic and racially minoritized communities. So these types of abortion laws, and again, before Roe fell, these were the communities that struggled the most to get health care, that were the most disadvantaged by these laws, and sometimes purposely, right? And I think this is really important when we think about these laws, which is who do they benefit and who do they target? And there are people who believe in their hearts that abortion is wrong, that they have a religious view about it, right? But the people who are in power may or may not religiously believe that, but they have a real political reason to push this agenda. So abortion bans are also like an economic tool to keep the poor poor. And they're a political tool to keep those who would vote differently and vote maybe potentially even against the people who are passing these laws to keep them out of political power. So, these laws, they're very clearly, quote unquote, about abortion, but they are also about keeping a certain power class in power in politics. Če je omejevanje reproduktivnih pravic metoda za kopičenje, akumulacijo denarja, kdo v ZDA od tega najbolj profitira? Ob tem pa ne smemo zanemariti nove imperialistične in neokolonialne težnje po novi akumulaciji tudi iz tujine. We're increasingly seeing not an oligarchy, right, but a corporate garchy. We need a different word for it, which is like the corporations are the ones with power in the United States. Like corporate money is what drives education, laws, like elections, Congress. It's just so much corporate money. And they have no interest in keeping people educated, right? Their only interest is often in deregulation to make more money. This rise of corporate power and the rise of the visibility of white supremacy. Like this country was founded on white supremacy. This is not new. But the political power has waxed and waned throughout American history. And the political power of white supremacy and of corporations is incredibly high. And for those to come at the same time and sort of meet in this place where both benefit from keeping the poor poor and from keeping people out of political power and from keeping minoritized communities not only without political power, but demonized. Usporedno pa ZDA globalno in geopolitično v svojih neokolonijah v Aziji, Afriki in Južni Ameriki kot razvojno pomoč vlaga več denarja v bistvu za preprečevanje in omejevanje novih rojstev kot doma, s čimer v bistvu krepi nadzor nad domačini in pa njihovimi naravnimi dobrinami. Iz Amerike se selimo nazaj v Evropo. Poskušale bomo, če ravno na hitro, predstaviti, kakšna je situacija v državah zahodnega bloka. Pri nas se velikokrat poudarja in govori o zahodnji Evropi kot o dobrem vzoru ter dobrih praksah v zvezi s človekovimi pravicami, vendar se izkaže, da se velikokrat premalo poudarja neoliberalne tendence, hipokrizijo in paradoksalnost med delovanjem notranje in zunanje politike, predvsem pa na katere vse prikrite načine uveljavljanja sistemskih rešitev in zakonodaje, ki dodatno otežujejo avtonomijo in svobodno odločanje. Selektivno tudi naslavljajo dostop do kontracepcijskih sredstev ter seveda do samega splava na zahtevo, ki je v kar v nekaj državah recimo brezplačen, medtem ko je kontracepcija delno ali pa v celoti plačljiva. Ponekod so pričeli uveljavljati brezplačno kontracepcijo recimo za mladoletnice. Za primer na Švedski pa je recimo to včasih pogojeno tudi z določenimi časovno omejenimi projekti ali pa iniciativami kot zanimivo posameznih občin. V Franciji pa se recimo pojavlja diskriminacija in dodatno razslojevanje na podlagi plačevanja za kakovostno kontracepcijo, ker kot vemo, boljša je ponavadi tudi dražja. Poleg tega pa se pojavljajo tudi neki dodatni stroški, ker je potrebno v tem primeru recimo obiskati boljšo ginekologinjo, katero je seveda treba dodatno plačati.
Vsi ti aspekti se uveljavljajo kot neke temeljne strukturne ovire za slabše situirane ženske, ženske s slabšimi dohodki in tiste najrevnejše. Na podlagi tega postaje reproduktivna avtonomija dostopna le tistim bolje preskrbljenim. V večini držav Zahodne Evrope se je uveljavil, kot poudarja Burcar, model delno-socialne države, to je korporativno-konzervativnega ali socialno-demokratskega tipa. Kar pa tudi pomeni, da se institucionalno ohranja, sicer v različnih merah, pogospodinjenost žensk ter patriarhalni hraniteljski model v posodobljeni obliki, ki ženske ponovno potiska v zasebno sfero in neplačano delo. Splav je recimo v Nemčiji še vedno kriminaliziran, razen ko gre za varovanje zdravja ali v primeru posilstva, takrat je izjemoma zakonit in brezplačen. Se ga pa pač tolerira, vendar se mora oseba udeležiti predhodne konzultacije, do splava pa morajo potem miniti še 3 dnevi. Zdaj vsi ti postopki tako še dodatno otežujejo samo upravljanje in podaljšujejo ta termin in poleg tega seveda verjetno ustvarijo nek ogromen pritisk na osebi, ki so že v tako težkih situacijah. Pozabiti ne smemo na izjavo nemškega zdravstvenega ministra iz leta 2016, ko pravi, da je nosečnost naravno stanje vsake ženske, ki ga ne gre preprečevati oziroma zdraviti. Ministrstvo za zdravje je pojasnjevalo, da so sredstva javne zdravstvene blagajne namenjena zdravljenju bolnih ljudi in da nosečnost ni bolezen. Gre torej za vsiljevanje koncepta, da je kontracepcija potrošna dobrina in ne pravica ter da je reproduktivna avtonomija življenjski slog, predvsem bogatejših, in ne temeljna reproduktivna in univerzalna človekova pravica. Za primer, ko smo že pri Nemčiji, nemška notranja politika je tudi v ostrem nasprotju z njihovo zunanjo politiko, recimo, ki izdatno financira in podpira v okviru novodobnih neoimperialističnih humanitarnih programov, namenjenih obvladovanju prebivalstva v deželah v tako zvanem razvoju in pa njihovih naravnih virov. Leta 2020 je recimo svoj vložek povečala iz 40 milijonov na 70 milijonov, medtem ko doma v to vlaga relativno malo. Poglejmo si še primer Malte, kjer je splav še vedno nezakonit, razen v primeru, da je ogroženo življenje ženske, kar je dodatek uveljavljen šele 2 leti nazaj. In glej ga, kakopak je tudi v tej državi izjemno močan in prisoten vpliv rimskokatoliške cerkve. Pogovarjali sva se s predstavnikom gibanja Voice for Choice, ki je koalicija 10 nevladnih organizacij, Aleksejem Dimitrijevičem, ki nam je o spremembi povedal nekaj več. When health deteriorates so much that her life is at risk, and in order to do it, it has to be approved by 3 medical professionals. So in a way, we believe that they actually made it worse. Because before abortions that were risk for women's health, a doctor would do what they had to do. Although on paper it was illegal, they would save a woman's life. And in order that to be a crime, somebody had to go to the police and report that. But that never happened. That never happened in history. But now, doctors cannot just go ahead and do it. They need to ask approval of another 2 doctors. So in a way, in terms of how everything takes place, they made it worse because obviously getting approval of 3 doctors, it takes time. So it's a bit delayed. So in a way, we think they actually made it worse. Secondly, this law, this change in law was done basically to protect doctors, not to protect women's life. So they made an exception which gives doctors a legal cover, which they did not have before. Pravi tudi, da je kontracepcija plačljiva v vseh primerih in ni vključena v zdravstveno-zavarovalni sistem. Ginekologinjo pa lahko obiščete brezplačno, je pa pač potrebno upoštevati, da je dostopnost precej lažja tudi za voljo majhnosti
same Malte. Kar pa zadeva izobraževanje in spolno vzgojo, pa pravi, je to odvisno od posameznih inštitucij. Nekatere imajo boljšo, vendar je, kot smo še vedno precej šol v lasti cerkve, kar pomeni, da je potem vprašljivo, koliko oni temu programu sledijo in kako to vpliva na samo izobraževanje. No, nekaj več nam pove tudi o klimi in pa mnenju prebivalstva o samem splavu. The polls were showing that around 98% of the population is opposed to abortion in any way, and high 80% were even against having abortion to save women's life. Because, there are many reasons for it, but Malta is an insular, tiny island where Roman Catholic Church had and still has a lot of influence, not as much as before. And the teachings of the church are very, very much, very strong. Majority of the population still declares themselves Catholics, although they don't really, but on paper, on certain things, yes, they are very, very religious. And church teachings are, strong. Beliefs are strong. That life starts at conception. It's a very strong belief. A lot of people believe that, unjustifiably, but they believe that to be a scientific fact. A lot of people believe that, the role of a woman in a society is sacrificial. That woman should sacrifice everything for her family. So yes, even dying to a lot of people still believe that that's okay. And that's basically that should be a woman's role, this Madonna syndrome sort of, woman has to be like, this ideal that is unachievable kind of. Poprašali so ga tudi o ekonomskem vidiku tovrstne prepovedi. The law is obviously discriminatory because you can, before the abortion pills became so popular, women that have abortion abroad would not be prosecuted, obviously, because that happened, it's extraterritorial. Malta has no jurisdiction what happens in other places. So abortion was always available in Malta if you are rich enough. So if you had money to travel and have it abroad, it was okay. So, but if you have money, but if you are a teenager and, you can't travel on your own, or if you're young and you can't travel, you can't afford to travel, or if you're an immigrant without a legal status, so you cannot, if you're a refugee or things like that, you cannot travel, and or if you're poor, if you just can't afford it, and because these things cost money in UK, the further down and every delay increases the price. So the longer you take to collect money to go, that obviously it was reserved for people of means. Evo, tu je zdaj bil en pregled nad Zahodom. Vse te demokratične, kapitalistične države, po katerih se tako pregovorno zgledujemo po razvitosti, omejujejo reproduktivno avtonomijo žensk iz nižjih razredov. Zakaj to počnu? Zakaj ravno te ženske prisiljujejo v materinstvo? Nina, se ti kaj sanja? Zdaj, eden izmed razlogov je verjetno to, da je omejevanje reproduktivnih pravic ena od gonilnih sil same akumulacije kapitala. Pomaga pa verjetno tudi pri povečevanju delavske in pa vojaške populacije. Naslednja bi v bistvu bila tudi čisto neka finančna in pa socialna razbremenitev, recimo za kapitalistično državo in pa samo socialno produkcijo. Poleg tega pa nadomešča neko minimalno vzpostavljenost socialne države. Da ne govorimo o tem, da je to, kot sem tudi mogoče smo že omenili prej, neka metoda ponovnega pogospodinjenja žensk, se pravi nekega spet potiskanja v sfero zasebnosti. Za štedilnik. Tako. Nenazadnje je pa tudi omejevanje in prepovedovanje reproduktivnih pravic metoda za uravnavanje populacije, kar pomeni, da lahko višamo ali pa nižamo neko populacijo s to metodo.
Ampak naslednji del podcasta bomo zdaj namenile pregledu, kako se reproduktivno avtonomijo omejuje v kapitalistični Sloveniji. Zgodovino reproduktivnih pravic v Sloveniji bomo sicer raziskali v naslednjem 4. in pa zadnjem podcastu, oziroma bojo kolegice to naredile, z naslovom In rodila se je avtonomija. Bomo pa zdaj z doktorico Vesno Leskošek z Fakultete za socialno delo zaplavali v globine ekonomskega vidika reproduktivne avtonomije pri nas. Ja, na vzhodnem bloku, tudi v takratni Jugoslaviji ali vzhodni Nemčiji, pa Sovjetski zvezi, se je dogajalo ravno obratno, kar smo zdaj slišali o ZDA in zahodni Evropi, ampak smo po letu 1990 tudi v teh koncih restaurirali kapitalizem. Zato lahko zaznavamo podobno omejevanje reproduktivne avtonomije. Zdaj naše osnovno zdravstveno zavarovanje zaenkrat še v celoti krije hormonsko kontracepcijo, brezplačen je tudi maternični vložek in njegova ustavitev oziroma odstranitev ter sterilizacija. Ženske z osnovnim zdravstvenim zavarovanjem imamo krit celoten proces splava. Ja, in ne glede na to, okrog 200.000 žensk v Sloveniji nima izbranega ginekologa, tudi pri nas leta 2022 130.000 ljudi ni imelo urejenega osebnega osnovnega zavarovanja. Saj še enkrat toliko je pa tistih brez izbranega osebnega zdravnika. Pri reproduktivnem zdravju je zelo pomembno, da imamo dostop do storitev. Ne gre samo za to, da imamo pač varen dostop do varnega abortusa ali pa do kontracepcije, to je zelo pomembno, ne? Ampak moramo imeti do vseh storitev, ne? Se pravi, moramo imeti ne samo do storitev, tudi do takih čist bazičnih stvari, kot je izobrazba. Recimo, bolj kot smo izobraženi, bolj kot je izobraževanje odprto za to, da nas nauči tudi kaj o življenju, ne? In tako bolj kot imamo recimo dostop do storitev, kadar smo v težavah, pa rabimo neko podporo in tako naprej, lažje se orientiramo v življenju, ne? Orientiramo v tem smislu, ne, da znamo poiskati informacije takrat, ko jih rabimo, da znamo iti recimo po neko pomoč, če jo rabimo in tako naprej. Ne. Tako da to vse vpliva tudi na to, kako se ženske vedemo glede lastnega zdravja in glede reproduktivnega zdravja, tudi moški, ne samo ženske. Ne. Tako da v bistvu moramo vedno naše življenje kontekstualizirati, ne, ga nekako spraviti v to družbeno okolje, v katerem živimo, zaradi tega, ker vse vpliva na to, kako mi delujemo. Ne. V času socializma so bile pa del reproduktivnih politik tudi močne politike defamilizacije. To pomeni, da se je država zelo delila skrbstvene odgovornosti z družino, ne. Imeli smo dobre sisteme in dostopa do zdravstva in dostopa izobraževanja in so bile recimo pred šolo pa po šoli je bilo varstvo šolsko organizirano, zato da so ljudje lahko bili v službah, dobro otroško varstvo in tako naprej, ampak jasen. Kako so bile pa, otroško varstvo je bilo vedno kvalitetno, zelo kakovostno in tle res je treba to vedno znova poudariti. Tudi dostop do zdravstva je bil odličen, ampak pri drugih populacijah, ne, kjer se je država delila skrbstveno vlogo za družino, recimo ljudje z telesnimi oviranostmi, recimo, ali pa intelektualnimi oviranostmi, stari in tako naprej, so bili pa res visoko institucionalizirani, ne. Razen inštitucij nismo nič kakih storitev v skupnosti organizirali, ne. Ja, vendarle so te institucionalizirane storitve. Ravno zaradi tega, ker je večina teh storitev sicer padla na ženske zaradi tradicionalno pripisane vloge, da moramo skrbeti za druge, še posebej za svoje družine, ženske razbremenjevale in zaradi tega osamosvajale bolj kot danes. Država vendarle upravljala neko vlogo, razen za nekatere skupine, ki sem jih že prej omenila, ne, kmečke ženske niso imele dobrega dostopa do storitev, ne. In vse to je blazen pomemben za to, da so ženske samostojne, ne.
Zdaj s prehodom v kapitalizem se je socialna država seveda vedno bolj zmanjševala, skrčeno socialno varstvo pa se je ponovno začelo prelagati na ženske. Po spremembi političnega sistema 91. leta so pa spet o ženskah začeli razmišljati drugače. Če se spomnite, mislim, takrat smo nehali praznovati 8. marec, se je začel praznovati materinski dan, zato ker se je vedno bolj ženske konstruiralo kot matere in skrbnice, ne. In s tem se je tudi spreminjala socialna država, ne. Se je več stvari prenašalo nazaj, so rekli, na posameznike. Že leta 1992 smo sprejeli zakon o socialno-varstvenih prejemkih, prej pa tudi zakon o socialnem varstvu, ki določa minimalno odgovornost države za preživetje posameznika. Država se je umaknila, ne, od tega, zares vstopa samo takrat, kadar gre ljudem zelo hudo, ne. In to se je poznalo seveda tudi potem, da so recimo, da se je malo začelo krhati otroško varstvo, ne, čeprav je še vedno kar v redu, ne, ampak se je začelo krhati, sprivatizirali smo zdravstvo, ne, s tem se je seveda ta dostop do zdravstva okrnil in seveda kdo nosi posledice? Posledice nosijo tisti, ki pač nimajo dosti denarja, da bi si lahko plačali storitve, ne. In so zdaj obsojeni na to, da čakajo par let leta na neke stvari. In to pomeni tudi to, da se nam zdravje slabša, da je vedno več ljudi, ki rab skrb, ne, in seveda na koga se to prenaša, večinoma na ženske, ne. Tako da je takrat, ko se socialna država začne krhati, posledice nosijo ženske, večinoma. Medtem ko ima Zahodna Evropa, kot je recimo Nizozemska, Luksemburg, Nemčija, visok delež žensk mater z polovičnim delovnim časom ali drugo obliko neke nepolne zaposlitve, je recimo v Sloveniji izjemno visok delež žensk mater, ki so pa polno zaposlene. In da šele tam, da so ženske dosegle tako bolj polno zaposlitev šele kasneje, da tam v 70-ih, 80-ih letih, ne, prej pa ne. So tudi ostajale, tudi v času socializma, v prvi polovici so ostajale doma zato, da so pazile otroka, ker ni bilo še razvitih storitev, ne. Ampak tam od poznih 60-ih, 70-ih, 80-ih se pa to že pozna in takrat je tudi bila ta politika polne zaposlenosti žensk, ne. In to je bilo zelo dobro, ne. In po osamosvojitvi, ne, po spremembi političnega sistema, se je pa začelo dogajati to, da so propadale te službe po eni strani, industrija je propadala, zelo veliko je propadalo tele tekstilne industrije, ne, ampak tudi težke industrije, tako da so in moški in ženske ostajali brez zaposlitve, ne, ampak ženske so jo težje našle, ne. Po letu 1992 so zato državne politike začele spodbujati ravno obratno, da ženske ostanejo doma in pazijo otroke s pojavo predloga, da bi imele 3 leta porodniškega dopusta, saj je veljalo takrat prepričanje, da otrok v prvih 3 letih najbolj potrebuje samo mamo. Sicer je psihološko okvarjen, kot se izrazi doktorica Leskošek. Takšni predlogi so v bistvu tudi v Sloveniji spodbujali neko ideologijo, da so ženske, seveda predvsem matere in skrbnice, a so ravno ta prepričanja, da otrok v bistvu ves čas potrebuje mater, na Zahodu botrovala k temu, da se niso razvijale storitve, kot so javni otroški vrtci. Zelo velik. To se zelo dobro se to vidi iz podatkov o pokojninski vrzeli med spoloma, ne. Recimo v Nemčiji, Luksemburgu, Nizozemskem in tako naprej je v teh državah tam, ne, je celo okoli 40-45% pokojninska vrzel med spoloma. To pomeni, da ženske dobivajo pol manjšo penzijo od moških, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker niso bile vključene niso bile zaposlene, ne. Niso bile vključene v trg dela. Zakaj? Zaradi tega, ker so ostajale doma, da so otroke pazile, ne.
Saj veste, ljudje smo tudi racionalna bitja v tem smislu, da se tudi partnerja med sabo pogovarjata o tem, kaj se jim bolj splača, ne? Da ona doma ostane, pa otroke pas, ali da gre v službo, pa plačajo potem po 2000 evrov otroškega varstva za enega otroka, ne? In tako so ženske seveda sprejemale to odločitev, da so ostajale doma, ne. Po eni strani zaradi ideologije, kulturno utrjenih vzorcev, ne, kako otrok rab mamo, ne, po drugi strani je bilo pa to podprto tudi z pomanjkljivimi storitvami, ne. In zaradi tega so ženske na slabšem v starosti, zagotovo na slabšem kot moški, ne. Celo življenje so od moža odvisne, ne. Res, da imamo visoko 8-urno zaposlenost med ženskami na splošno, imamo pa veliko revnih plač. Če so zahodne ženske tudi v starosti bolj finančno prikrajšane kot moški, ker so zaradi varstva in nege otrok ostajale doma, se pri nas ženskam na starost to pozna tako, da smo za 8-urno delo podplačane, mnoge same negujemo še ostarele starše, poleg gospodinjskega in starševskega dela. Tveganja revščine pomeni, da ljudje, ki živijo pod tem pragom tveganja revščine, težko preživljajo, no. Težko živijo, ne, težko plačujejo stroške, težko si kupijo hrano, težko si kupijo obleko, če imajo družino, so otroci ponavadi tudi revni, ne morejo hoditi na izlete, ne grejo na počitnice in tako naprej, ne, imajo zelo malo in tako, ne. Teh imamo, pri nas je več žensk revnih kot moških v povprečju, ne. V starosti nad 75 let je v Sloveniji 11,4% moških, ki živijo pod pragom tveganja revščine, in 26,5% žensk. Ko pridemo pa do dolgotrajne revščine, to je revščina, ki dlje časa traja in dlje časa, ko traja, globja je, ne. Dlje časa, ko človek živi v revščini, težje živi, ne. Če živite v revščini recimo en mesec, dva ali pa par mesecev, ne, imate še neke zaloge, recimo, ne. In predmetov in mogoče kak denar ali pa si lahko še kje sposodite in tako naprej, ne. Dlje časa, kot živite, bolj ste revni, ne. Ne morete si več sposojati denarja, nihče vam nič več ne da, ne morete vzeti nobenega kredita, dolžni ste, dolgovi se vam povečajo, recimo, ne. To je ena taka rak rana revščine, da so vedno jo spremljajo tudi dolgovi in tako naprej. In tlele imamo pa v dolgotrajni revščini imamo pa 5,3% moških in 23,8% žensk v starosti nad 75 let. Podobno se kaže že pri starosti nad 65 let, kar jasno kaže, da je največje breme revščine na ramenih v bistvu žensk. Feminizacija revščine se širi tudi v Združenih državah, v Evropski uniji in pa Sloveniji, kar pomeni, da je revnih več žensk kot moških, da so ponavadi bolj revne, njihova revščina pa je globlja od moške. In revščina narašča. A se še naprej razslojujemo tudi ženske med sabo. Zdaj, mogoče bi tle bilo vredno omeniti tudi te liberalne koncepte, ki so se pojavili pri nas. Recimo eden od takih konceptov je usklajevanje delovnega pa zasebnega življenja, ne. Saj to je res pomemben, to je pomemben, to je v sociologiji je to debata, ne, tudi debata o tem, kaj pomeni javno, kaj pomeni zasebno, ne, kako se te sfere delijo in tako naprej, ne. Pomemben je, da imamo neko polno življenje, ne, in delovno življenje, ampak tudi zasebno življenje in tako naprej, ampak kako to ljudje dosegajo, seveda tako, da si večinoma najemajo gospodinjske pomočnice, ne. Takoj, ko imaš enkrat dosti denarja, se lahko na delo vržeš tako, da ti pač nekdo prihaja domov pomagati, ne. Ampak seveda ne zaradi neke komoditete, ne, zato da bi bil zelo komot, ne, ampak zato, ker tvoje delovno življenje ti ne dopušča, da bi
sploh imel kakršnokoli zasebnost, ne. Če hočeš imeti zasebnost, moraš imeti nekoga drugega, ne. Ampak tule se seveda jasno pozna ta razredna struktura družbe, ne. Kako lahko pa ženske, ki hodijo domov pospravljati, skrbijo kako usklajujejo svoje delovno in zasebno življenje. Ne morejo, ne. Ko pridete enkrat na dnu lestvice, te koncepti ne veljajo več, ne. Ne delujejo, ne. Delujejo pri srednjem pa višjem razredu, pri nižjem razredu pa absolutno ne. Tako da vidimo, da so to zares liberalni koncepti, ne. Tako da veliko žensk pač pomaga drugim ženskam za denar, ne, ohranjati njihovo zasebno življenje, ne. Zdaj se bomo tematsko malo prestavili in bomo govorili o Rimokatoliški cerkvi. Kot smo mogoče že nakazali tekom podcasta, ima cerkev veliko vlogo oziroma je imela veliko vlogo pri sami kriminalizaciji in prepovedi. Danes večinoma splava, pa preteklosti seveda tudi kontracepcije. In potrebno je poudariti, da so v bistvu tudi neka ta pro-life gibanja, ki si prizadevajo za odpravo splava, po večini finančno podprta z njihove strani. Zato bi bilo naivno trditi, da gre za neka spontana gibanja, ampak ima svoje lovke od zadaj, predvsem Rimokatoliška cerkev. Ja, in Rimskokatoliška cerkev si prizadeva za spreminjanje zakonodaje, podpira politične akterje, s katerimi se seveda ideološko in politično strinja. Rimskokatoliška cerkev je že v 60. in 70. letih pričela z ustanavljanjem različnih organizacij, ki so skozi leta postale temelj za tako imenovano pro-life gibanje. Poudariti je treba hipokrizijo cerkvenega aparata, ki na eni strani poudarja pravice zarodkov, hkrati pa popolnoma zanika pravice ženskih nosečih oseb ter jih razčlovečuje celo. Po drugi strani pa se ne briga in kvečjemu perpetuira nasilje nad že rojenimi osebami. Kot je recimo neko spolno nasilje, ki se dogaja nad otroki v cerkvenem varstvu, vpetost cerkve kot kapitalistične sile, ki je z velikimi solastniškimi deleži recimo v orožarski industriji in pa z roko v roki z liberalno kapitalistično strujo podpira vojno stanje in pa nasilje. Pa ne samo tam, temveč tudi v največjih svetovnih korporacijah, največjih bančnih in investicijskih družbah ter naftnih družbah. Na ta način seveda prispeva k globalnemu izkoriščanju virov ter izkoriščanju sočloveka, da ne govorimo o globalnem onesnaževanju. Kopičenje bogastva in kapitala, od katerega ima cerkev neposredne koristi. Podobno se dogaja pri nas, kot verjetno veste, ali pa tudi ne, je cerkev po letu 1990 postala lastnica oziroma solastnica velikega dela gospodarstva v Sloveniji, pripomogla je k prekarizaciji recimo gozdarjev. V bistvu promovira se kot neka zaščitnica izkoriščenih in velika zagovornica družbene pravičnosti in delavskih pravic, ne moramo pa pač mimo dejstva, da je ena največjih zemljiških in nepremičninskih veleposestnic na svetu in ogromno število tržnih nepremičnin ima v neposredni lasti za tako zvano pridobivanje premoženjske in družbene moči, s tem pa seveda podpira in spodbuja kapitalistični sistem in pa potrošniško družbo. Zdaj, agenda se je s časoma pričela osredotočati predvsem na vprašanje splava in kot pravi Burca poudarek na fetusu in peljavi nekega novega politično-manipulativnega pogleda na zarodek v javnem prostoru preko počlovečenja, se pravi nekega poudarjanja, da je otrok živo bitje, ki čuti in misli, torej polno razvit miniaturni otrok, že od zgodnje nosečnosti z vsemi pripadajočimi kognitivnimi in psihofizičnimi funkcijami, kar pa seveda znanstvena stroka poudarja, da ni res. Evo, pa so prišle do konca tele dolge jare kače. Lilijani Burcar in vsem ostalim raziskovalkam CEM se zahvaljujeva za obsežno raziskovalno delo, za znanje, ki smo ga lahko pridobile in ga podelile, nadaljujmo ga. Nikoli nam ne povejo, ne, da če se ženske same odločamo o tem, ali imeti otroke ali ne,
da s tem višjim razredom tudi odzamemo potencialno podplačano delo in vojaško silo, s tem pa preprečujemo akumulacijo bogastva v rokah peščice. Wow. S tem podcastom bi v bistvu rade tudi naslednjim generacijam želele predati, da nam kontracepcijska in abortivna sredstva zgodovinsko omejujejo in preprečujejo zato, da bi nas kapitalistični in cerkveni razred potisnil v prisilno rojevanje. Le tako lahko zemljiška gospoda dobi od nas žensko otroke, ki jih potem v skladu z lastno odgovornostjo sicer v tako izkoriščevalskem sistemu ne bi rodile. Zatorej nisi sama, ne rabiš biti mama. Hvala za posluh in delite naprej. Hvala. V projektu Niti ena več ustvarjamo izobraževalna orodja o reproduktivnih pravicah v Sloveniji in širše. Moči združujemo Kulturno-umetniško društvo Transformator, Radio Študent in Amnesty International Slovenija.